Lepo pozdravljam vse skupaj, predstavnike Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki je ustanovitelj in glavni sofinancer kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma, ki se mu zahvaljujem za podporo, člane sveta in programskega sveta CD, predstavnike medijev, predstavnike veleposlaništev in kulturnih centrov, vse naše partnerje, med njimi predstavnike Slovenske filharmonije, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, SNG opere in baleta Maribor, SNG opere in baleta Ljubljana, ki so danes z nami in jim tudi želimo lepo sezono. Veseli smo, da so danes z nami tudi nekateri pokrovitelji našega programa. Gospa Elvira Medved, Krka DD, Tovarna zdravil Novo mesto, gospod Aleksandar Salkič, Petrol, gospod Tomislav Čizmič, Mercator, gospa Irena Moro, Moro and Kunst in gospod Tomaž Bontar, Europlakat. Ugledna podjetja omogočajo vrhunskost našega umetniškega programa. Njihovo sodelovanje je dragoceno, v teh časih pa še bolj pomembno kot kdajkoli prej. Zato najlepša hvala. To, kar smo slišali uvodoma, je bil kvartet rogov Four-Core, Blaž Ogrič, Peter Kšener, Sebastian Buda in Gašper Okoren. Glasba je bila odlomek iz opere Čarostrelec Karla Marije von Webra. Če vam je bila všeč, potem vas 30. novembra vabimo v klub Cankarjevega doma, kjer imajo skupaj s saksofonistko Niko Deželak koncert. Danes vam bomo predstavili 41. sezono Cankarjevega doma in sicer predstavila jo bom skupaj z mojimi kolegi Ingrid Gortan, Bogdan Benigar, Andrej Jaklič, Barbara Rogel, Nina Pirnec-Pahič, Simon Popek in Breda Pečovnik. Zdaj, kaj specifika te sezone? Kot veste, smo se marca znašli v naši 40-letni zgodovini prvič sredi epidemije, kar je pomenilo, da smo bili kar nekaj mesecev zaprti. V tem času smo dobili res ogromno pisem podpore, vseh obiskovalcev, ne vseh, ampak marsikdo je pisal, ki obiskujejo Cankarjev dom, veste pa, da je bilo pred epidemijo to več kot 500 000 ljudi na leto. Ta njihova pisma so nam bila resnično v veliko spodbudo in komaj smo čakali dan, da se spet odpremo. To se je zgodilo že junija, ko smo najprej pripravili festival dokumentarnega filma, nato Jazz festival Ljubljana, ki je odmeval po vsem svetu, kajti deloma se je dogodil v živo, deloma pa po spletu, kjer ga je spremljalo 40 000 navdušencev jazza.
Poleg tega smo pripravljali na začetku v poletnih mesecih še dogodke v klubu Cankarjevega doma, ki smo jih naslovili Mala terasa sredi Ljubljane in postali so tako priljubljeni, da smo se odločili, da bomo z njimi nadaljevali. Torej, Cankarjev dom spet obratuje v nekoliko drugačnih razmerah, s številnimi higienskimi priporočili, kar pomeni, da so naše dvorane lahko sprejmejo precej manj gledalcev, recimo Galusova dvorana okoli 490, veste pa, da je pred epidemijo v njej sedelo 1500 ljudi, recimo Linhartova dvorana okoli 190, sicer pa je v njej sedelo prek 400 oziroma skoraj da 500 ljudi. Vendar kljub temu ti dogodki, ki so se zgodili, recimo pred 2 dnevoma sem bila na otvoritvenem koncertu Slovenske filharmonije, kjer smo poslušali Bachovo mašo v H-molu, kljub temu je vzdušje v dvorani zelo, zelo dobro in prijetno in vsak se čuti na koncu koncerta nekako dolžan, da ploska za 3 ljudi, tako da se pravzaprav človek med temi umetniškimi dogodki hitro pozabi, pravzaprav kaj se dogaja. Torej, kljub vsemu mislim, da smo za novo sezono pripravili zelo lep program, tudi mednaroden, in sicer bomo ohranili prav vse naše poglavitne abonmaje in festivale, recimo abonma Veličastnih 7, srebrni in zlati abonma, pa potem glasbe sveta, številne različne abonmaje za otroke in mladino. Poleg tega seveda se zelo veselimo tudi novembrskega Lifa in številnih drugih dogodkov. Kakšna je rdeča nit te sezone? Naslovili smo jo Iz oči v oči. To pa je hkrati podnaslov razstave, ki jo bomo odprli 22. septembra. To je razstava v naši galeriji, ki prihaja iz Francije in na ogled bo 100 črno-belih fotografskih portretov enega največjih fotografov 20. stoletja, Henrija Cartier-Bressona. Kajti Iz oči v oči je pravzaprav zelo lepa misel, s katero smo se seznanili med karanteno. Čisto nekaj drugega je, če se srečujemo prek spleta ali pa osebno, in čisto nekaj drugega je, če uživamo v umetnosti, ki je posredovana po različnih medijih ali pa jo doživljamo iz oči v oči. Kljub temu se nekateri dogodki, ki smo jih načrtovali že septembra, niso zgodili. Zaradi tega, ker enostavno naši gostje niso mogli zapustiti svoje domovine. Med njimi je tudi pisec številnih knjig, zelo priljubljen v Sloveniji, ki živi v Argentini, ime mu je Jorge Bucay. Skupaj z mladinsko knjigo smo načrtovali, da ga bomo v Ljubljano povabili zopet septembra, skupaj z njegovim sinom Demjanom, saj sta napisala zelo lepo knjigo o odnosu med starši in otroci. Gospod Bucay ni mogel v Ljubljano, pričakujemo ga prihodnje leto, vendar pa današnjo tiskovno otvarjamo z njegovim pozdravom, ki ga pošilja iz daljne Argentine. Hello, my beloved friends in Slovenia. How are you? Oh, I'm so sorry for not accomplishing our plan of meeting each other again in Ljubljana, because it was so great and so nice to see you there, to find each other. But I hope that next year we'll be doing as possible to meet us again, because of course I miss you, I miss your country, I miss your music, I miss your food, and I miss the friendship of some of you. I hope everything will be just in the places for that moment, and in the meanwhile I send you a big, big, big embrace and the best wishes for you. Thank you. V imenu gospoda Bucaya najlepša hvala za tale prijazen aplavz in že predajam besedo gospe Ingrid Gortan, ki v Cankarjevem domu že dolga leta vodi področje resne glasbe, opere in baleta. Hvala. Kar
kar nekaj novosti se nam obeta v prihodnji sezoni. Najprej začnem s predstavitvijo poudarkov naših dveh mednarodnih ciklov, to pomeni Zlatega in Srebrnega abonmaja. Zlati abonma je tisti, ki predstavlja orkestre in ansamble. Tisti, ki ga načrtujemo in je najbolj oddaljen, je Simfonični orkester iz Montreala. Pri nas bo gostoval konec februarja, zelo pod taktirko glavnega dirigenta Kenta Nagana. Veliko imamo prisotnosti mladih ansamblov, mlade nemške filharmonije, to bo marca, in pa mladinskega orkestra Gustava Mahlera, ki je sicer projektni orkester, zelo zanimiv za naše glasbenike, tudi zato, ker se nekako lahko prijavljajo na avdicije in so v resnici zelo uspešni pri tem članstvu. To seniorstvo, to bi rekli srednje evropsko odlično zagotovo bo zastopal Dunajski orkester tamkajšnjega nacionalnega radija. Posebno veselje pa nam je projekt, ki se mu pridružujemo že 2 leti pri njegovem snovanju, in sicer gre za nov izziv ansambla za baročno glasbo Il Pomodoro. Lotili so se opere Orest in s tem svojim entuziazmom tako ansambla kot umetniškega vodje Maksima Emilianičeva so pritegnili k sodelovanju res vrhunska imena. Našega starega znanca, priljubljenega kontratenorista Franka Fagiolija, predvsem pa tudi sopranistko Giulio Ležnojo, ki se že zelo veselim, in pa Francesco Aspromonte. Skratka, obeta se nam zopet en tak, bi rekli, ognjemetni večer. Novembra bodo otvorili Zlati abonma. Srebrni abonma se bo nekako realiziral med Galusovo dvorano in pa dvorano Slovenske filharmonije. Galusova dvorana je seveda najprimernejša za naše pianiste. Tokrat bosta 2 mlada pianista, mlajša generacija, Jan Lisjecki in Beatrice Rana z nami. Sam cikl bo pa otvoril oktobra organist. Organist je Ries Kajš, improvizator, skladatelj, odličen organist, ki se je zelo zaljubil v naše orgle, ki pač zna vse zvočne možnosti, ki ponujajo njegovi domišljiji. Posebej pa ne še omenim, da nas veseli, da bomo po mnogih letih pozdravili na našem odru tudi Evo Nino Kozmos. V nekakšen fokus mednarodne javnosti je prišla pred 10 leti kot evrovizijska zmagovalka tekmovanja za mlade glasbenike, kasneje se je šolala v Franciji, speljala oziroma živi zelo intenzivno mednarodno kariero in organizirali smo nekakšno takšno mini gostovanje skupaj z ostalimi slovenskimi kulturnimi središči. Novosti v našem programu naj omenim, že prejšnji teden smo jo imeli, premiero, ki ga je pripravilo Slovensko komorno glasbeno gledališče, noviteto skladatelja Stevena McNeffa, zelo uspešno, zanimivo delo. Nova noviteta, ki je pred nami, je realizacija opere Balerina skladateljice Petre Vrhovnik. Mislim, da je v tem trenutku res ena najbolj iskanih slovenskih glasbenih avtoric po svetu. Predvsem njena zmaga na Rostrumu lanskega maja s posnetkom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je prinesla pač veliko pozornost. Vpletena je v zelo zanimive projekte, v kateri res lahko izraža vse v svoj notranji svet. In ta realizacija jo je nekako tudi pritegnila k operi Balerina. Sloni na zgodbi oziroma na krajši noveli Marka Sosiča, Balerina, in se nekako ukvarja z avtizmom. Ravno ti svetovi drugačnosti, svetovi posebnih duševnih stanj, od avtizma, ADHD-ja, depresije in različnega spektra drugih duševnih težav, so jo pravzaprav pritegnila in jih raziskuje nekako njihov glasbeni izraz in jih kombinira s performativno umetnostjo že zadnji 2 leti v rezidenci pri nizozemskem ansamblu Modela 62. Torej, vabljeni na premiero 19. in 20. oktobra. Slovensko komorno glasbeno gledališče je nosilec koproducentski tega dogodka. 21. oktobra pa v okviru humanističnega programa pripravljamo predavanje Posebni otroci predavateljice Marte Macedoni Lukšič. Novosti so oba naša orkestra, ki pač predstavljata svoje rezidenčne programe v Galusovi dvorani, sta letos spremenila po več kot, mislim, da 30 letih sheme oranžnega in modrega abonmaja.
se je Orkester Slovenske filharmonije odločil za nove programe oziroma za drugačno shemo. Tako da bomo sedaj predstavljali abonmaje SMS, FKK in SOS, to pomeni same mogočne skladbe, filharmonični klasični koncert in pa sodobne orkestrske skladbe. Tudi Simfonični orkester Radia in televizije Slovenije je sprejel izziv in spričo zmanjšanih sedežev v dvorani povečal svoje koncertiranje in tako bo pripravil vsak mesec ponovitev oziroma koncert s ponovitvijo, kar 2 koncerta. Naj omenim še novo opero, ki jo pripravlja Slovensko komorno glasbeno gledališče z Akademijo za glasbo. To je opereta Candide, komična opereta Leonarda Bernsteina. Januar je pa že, mislim, da je fajn, da omenjamo tudi to, da bo januarska koprodukcija v Galusovi dvorani v znamenju baleta. Skupaj z Slovenskim narodnim gledališčem, Operom in baletom Ljubljana pripravljamo balet Spartak na glasbo Arama Hačaturjana. Hvala. Najlepša hvala, tudi najlepša hvala Ingrid. K besedi vabim Bogdana Benigarja, programskega vodjo, ki skrbi prav za vse glasbene zvrsti, žanre in oblike, ki ne sodijo na področje resne ali pa sodobno resne glasbe. Hvala, Uršuna. Lepo pozdravljeni. Jaz bi rad spregovoril par besed o novih priložnostih, ki jih ponuja ta čas. Če je kaj spremenil ta koronavirus, je spremenil to, da ni več delitev med velikimi in manj velikimi umetniki, ampak so vsi enako pomembni in še posebej v času, ko ne moramo imeti koncertov najpopularnejših glasbenikov, je to velika priložnost za vse tiste, ki so dobili priložnost in bodo dobili priložnost nastopati na velikih odrih. In na tem mestu bi se dotaknil prvega koncerta, ki otvarja novo sezono Glas sveta. To je duo Birds on a Wire, ki si nadel ime po pesmi Leonarda Cohena Bird on the Wire iz leta 1978. Glasbe sveta, vprašanje, kaj so seveda tudi glasbe sveta, ali je to samo tisto, kar jemlje iz neke ruralne, pradavne tradicije, ali je to danes že tudi glasba, ki je inspirirana iz urbanih okolij prejšnjega in tudi že tega stoletja. In Rosemary Stanley in Dom Lanena, ki tvorita ta duo Birds on a Wire, odgovarjata na to vprašanje, kajti tudi z repertoarjem, ki sega skladbe Johna Lennona, Toma Waitsa in drugih velikanov popularne glasbe, lahko oni dve ta repertoar predstaviti na način, ki ga lahko imenujemo glasbe sveta. Nastopili bosta v Galusovi dvorani, torej 23. oktobra, in cel cikel Glas sveta je nekako ima zelo velik avtorski pečat, ne glede na to, odkot glasbeniki, umetniki jemljejo inspiracijo za svoje delo. Druga stvar, ki bi rad predstavil, je pa nekaj, kar še nastaja, nekaj, kar ni še najavljeno in je spet povezano s temi novimi priložnostmi. Namreč v teh omejitvah, ki jih imamo z novimi kapacitetami, se ponuja tudi našim umetnikom priložnost, da nastopijo v Galusovi dvorani, kar se verjetno ne bi zgodilo v starih okoliščinah. Tako da bomo decembra imeli en zelo lep projekt dveh izjemnih slovenskih pianistov. Tem bi še rekel, da je tudi ta čas, prišel čas, ko imajo slovenski umetniki preko spleta in tako naprej, kar je že Uršula omenila za letošnji jazz festival, ko je slovenske umetnike dejansko lahko gledal cel svet. No in ta projekt bosta pripravila Bowrain in Saša Vollmajer, torej Tine Gregorovič in Saša Vollmajer, in to bo velik koncert v Galusovi dvorani dveh klavirjev in ste seveda vljudno vabljeni in vas bomo pravočasno obvestili tudi o tem koncertu. Toliko. Hvala lepa.
Najlepša hvala, Bogdan. K besedi vabim Andreja Jakliča, ki v Cankarjevem domu skrbi za področje gledališča in pa sodobnega plesa. Lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Kot vsi vemo, je hrbtenica oziroma ključni program oziroma ključni sklop gledališko-plesnega dogajanja abonma veličastnih 7. Ta pa kljub vsem nevšečnostim, ki ga pretresa oziroma situacije, zaradi katerih prihaja do določenih organizacijskih predvsem problemov, ostaja takšen, kot je bil. Živ, razgiban, razposajen, predvsem pa igriv. In tudi zato je hrbtenica programa letošnjega plesno-gledališkega dogajanja Cankarjevega doma. To pa pomeni, da ne glede na močno predrugačene razmere, mednarodni plesni in gledališki projekti ne bodo manjkali. Naj izpostavim zgolj uvodna dogodka, ki bosta oba doživela prezentacijo v letošnjem koledarskem letu. Oktobrsko odprtje je zagotovljeno za projekt znamenite plesalke in koreografinje Caroline Carlson. Otoki je kvartet solov in dueta plesalcev njene skupine, ki delo Carlsonove prikaže v tistem segmentu, v katerem je najmočnejša, v vodenju in delu s plesalci. Od 70 let prejšnjega stoletja in stvaritev, zaradi katerih je Caroline Carlson dobila status zvezdniške koreografinje pariške opere, je solo nekako najljubša forma te kalifornijske ustvarjalke, ki je leta 2006 kot prva koreografinja prejela Zlatega leva beneškega plesnega bienala. Otoke tvorijo 3 soli in duet, s katerimi se Carlsonova v bistvu na nek način vrača k iskanju svojega bistva, lastne intime, hkrati pa razkriva vso lepoto in moč, ki jo izžareva samostojno plesalčevo telo. Naslednji projekt pa bo najavila kar glavna zvezda tega istega projekta sama. Prosim. Lepo pozdravljeni, moje ime je Timona Križman-Hudernik, sem baletna solistka Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V veliko veselje mi je, da bom zadnje dni v letu stopila v vlogi Pepelke, meni zelo ljube vloge, da bom stopila na vaš oder Cankarjevega doma. Veseli nas vse, mislim, da bomo imeli možnost zaključiti leto 2020 s to čudovito predstavo. Še posebej v tem letu, ko verjamem, da je leto, ki si ga marsikdo želi pozabiti. Upam pa, da na koncu ta magičen zlati prahec, ko pade na nas, nas bo popeljal v novo pozitivno leto 2021. Ja, december mora biti prazničen, mora biti nežen, mora biti krhek in tudi zato je francoski koreograf Jean-Christophe Maillot poskrbel za v bistvu enkratno in neponovljivo koreografijo Pepelke, ki jo, kot smo jo ravnokar izvedeli, v izvedbi vrhunskega ansambla baleta SNG Maribor gostimo zadnje 4 večere letošnjega leta. Maillot je v svoji koreografski viziji pravljice o Pepelki odstranil tiste plasti, ki namenoma olepšujejo dejstva in s tem utrl pot premislekov o tem, kako lahko ljudje, ki preminejo, pomembno začrtajo življenjsko pot tistih, ki ostanejo. Takšna Pepelka ne potrebuje nobenih dodatkov, ki bi jo naredili lepo. Celo sloviti legendarni antologijski stekleni čeveljc nadomesti golo stopalo, ki tako hkrati s simbolom preprostosti mladega dekleta postane tudi znak dela telesa, brez katerega ples ne bi obstajal. Hkrati pa za sabo pušča sijočo sled domišljije in srečnih in pravljičnih koncev, kakršni na koncu leta sploh takšnega, kakršno je to, nekako so pričakovani oziroma si jih vsi želimo. To sta zgolj 2 stvari celotnega programa, ki ga seveda nadgrajujejo dodatna gostovanja, koprodukcije, ki jih načrtujemo že v letošnjem in v naslednjem letu, v katerem pa več z veseljem po koncu rednega dela tiskovne konference. Hvala.
Najlepša hvala, Andrej. K besedi bo prišel Simon Popak, naš kolega, ki v Cankarjevem domu skrbi za področje filma, tudi za 2 odmevna festivala, kot sta LIF in pa Festival dokumentarnega filma. Gotovo je zelo navdahnjen, kajti zelo, zelo hitro je vozil iz Benetk, kjer je bil na Beneškem filmskem festivalu, samo zato, da se nam pridruži in nam pove, kako je kaj tam. Hvala, Uršula, lep pozdrav. Jaz sem blazno radoveden, kako v teh časih bolj ali manj radikalnih ukrepov proti koronavirusu bo izgledal prvi veliki filmski festival jesenskega obdobja. In lahko rečemo, da še ob tako strogih ukrepih, ne vemo, da v Italiji so bili v preteklosti najbolj, je bilo nekako največ žrtev vsaj v Evropi, virusa, tako da ob vseh teh strogih varnostnih ukrepih, ki so bili tam vsekakor v igri, lahko ugotovimo, da se da tudi izvesti vrhunski dogodek ob vrhunski organizaciji, tako da tudi 4, 5, 6 filmov na dan z masko na obrazu je možno nekako speljati, tako da jaz verjamem, da ne samo filmski program, ampak tudi ves ostali program. A po Sloveniji nasploh mislim, da če ga kultura res zanima in ga navdušuje, mislim, da bo še ob tako rigoroznih ukrepih, bi rekel, nekako pretrpel te ukrepe, ki v principu niso tako grozni, ko nekoč, mislim, ko potem ti bodi si na platnu, bodi si na odru, vidiš nekaj veličastnega, tako da jaz bom kar začel z letošnjim LIF-om. 31. izdaja Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala bo potekala od 11. do 22. novembra. Še vedno nekako obseg še ga sestavljamo. Mislim, da festival bo sicer enako obsežen po številu predstav, bo pa seveda manj filmov, namreč LIF ima tak značaj, da seveda za voljo predvsej visokih cen najemnine mora seveda tudi ustvariti določen del dobička, tako da v principu bo obseg festivala bo enak seveda z manjšim številom filmov, tako da pričakujemo okrog 55 filmov celovečernih, običajna številka je 100, seveda to pa zato, ker vsak film bomo zavrteli enkrat, namreč seveda recimo dvorana kot je Kosovelova bo dela samo okrog 50 obiskovalcev, Linhartova mislim, da okrog 190 in tako dalje, in tudi za ostale dvorane po Ljubljani seveda velja enako. Tako da upamo, da bomo vendarle dobili čim večje število tudi mednarodnih gostov. Vemo, kakšna situacija je, ki se spreminja, tako rekoč iz dneva v dan, ampak LIF mislim, da vsekakor bo, mislim, da bo uspešen v okviru teh razmer. Bi pa izpostavil morda največji dogodek letošnjega festivala bo sigurno retrospektiva Federica Fellinija ob 100-letnici rojstva, ki jo pripravljamo skupaj s Slovensko kinoteko in pa Cineteko Nacionale iz Rima. Na voljo bo celotno opus Fellinija od 50 let do začetka 90-ih. Tako da to bo sigurno en tak, verjetno celo najbolj odmevna stvar letošnjega festivala. Seveda pa ostaja osrednji festivalski sklop perspektive, kjer seveda podelimo nagrado najboljšemu mlademu ustvarjalcu. Toliko o LIF-u. Še pred tem bomo letos imeli manjšo novost. Pred LIF-om 7. oktobra bomo v sodelovanju s festivalom Poklon vizije iz Stare Gorice predvajali film Oče Srđana Golubovića, srpskega avtorja, ki bo tam prejel nagrado. Hkrati je ta film že izbran za LIF, tako da to bo nekakšen
uvod v letošnji festival. Avtor, zdaj upamo, da bo z nami, glede na to, da je Srbija v tem hipu, mislim, da na večjem seznamu. No. Tako da to bo prva stvar jesenskega dela, potem pa 22. oktobra naše stalno sodelovanje z Slovenskim filmskim centrom. Pod sklopom Naši filmi doma bomo vrteli restaurirano digitalno kopijo slovenske mladinske klasike Sreče na vrvici Janeta Kavčiča iz leta 1977. Tako da to mislim, da bo tudi še kasneje, ko bo ta film verjetno igral v kinematografih. Namreč mislim, da gre za največjo uspešnico mladinskega filma, slovenskega filma nasploh. No. Tako da to bo en lep dogodek. Po Lifu pa bomo že pripravljali marčevski festival dokumentarnega filma in pa še predtem bo seveda že februarja tudi na programu festival gorniškega filma, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Društvom za gorsko kulturo. Tako da to je z moje strani vse. Želim vam lepo kulturno jesen. Najlepša hvala, Andrej. Že uvodoma sem omenila, kako se veselimo 22. septembra in otvoritve razstave Cartier-Bressona, za katero je zaslužna kolegica Nina Pirnat-Spahič, ki v Cankarjevem domu skrbi za številne dogodke razstavnega programa. Pozdravljeni. Torej, kot je povedala Uršula Cetinski, smo za letošnjo jesen pripravili razstavo tega velikega francoskega fotografa. Naj spomnim, morda se seveda starejši tega tudi sami spominjate, da smo pred skoraj 20 leti prav v tem prostoru že gostili dela tega velikega francoskega umetnika, takrat z retrospektivno razstavo. No, tokrat smo se odločili za tematsko naravnano razstavo iz njegovega obsežnega arhiva, ki ga hrani fundacija Henrija Cartier-Bressona v Parizu. Odločili smo se za portretno fotografijo, ta je manj znana znotraj njegovega opusa, ampak da rečemo takole, zakaj je ta odločitev pomembna oziroma zakaj je ta razstava tako pomembna. Ta izbor, ki ga boste videli, 100 črno-belih portretov, ki so nastajali na njegovi dolgi poklicni poti in na kateri je srečeval tako številne javne in zanimive osebnosti, pa seveda tudi nekatere manj znane in ki so se mu zdeli zanimivi. Torej, ta izbor je delo samega avtorja. Pripravil ga je za objavo, izdajo knjige ob praznovanju svoje 90-letnice s tem istim naslovom Tête à tête. Zatem pa se je seveda ta izbor pripravil tudi v obliki razstave in ki je bila premierno postavljena v National Portrait Gallery v Londonu. Zanjo pa je, to je spet še en pomemben podatek, za to knjigo je uvodno besedilo napisal sloviti umetnostni zgodovinar Ernst Gombrich. To besedilo smo seveda prevedli in bo objavljeno v razstavni publikaciji kot nekaj res zelo posebnega. Zakaj je ta razstava še naprej pomembna? Le redko kateri opus se lahko pohvali s tako širokim terminskim, se pravi časovnim razponom, kakor ta razstava. Na ogled so portretiranci tako rekoč od sredine 30 let do sredine 90 let. 60 let delovanja tega izjemnega fotografa. Namreč v sredini 70 let je Cartier-Bresson prenehal svoje poklicno delo na področju fotožurnalizma in se začel posvečati svoji prvi ljubezni, to je risanju. Na začetku svoje v mladosti je namreč študiral slikarstvo in veliko risal, potem se je odločil za fotografijo. Torej, nehal je fotografirati, zadržal je le portretno fotografijo, vse do sredine 90 let. In končno, ne nazadnje, smo glede na to, da je ta izbor tako
zanimiv, da tu nastopajo toliko pomembnih osebnosti 20. stoletja iz področja umetnosti, kulture, politike, javnega življenja nasploh. Smo več kot polovico teh portretov opremili z biografijami, ki jih je pripravila publicistka Patricija Maličev, in zato skupaj z dokumentarnim filmom, ki je tudi na ogled, ima ta razstava tudi kulturno-zgodovinski pomen, ni le pomembna kot umetniški dogodek. Naj na hitro samo povem, da smo pripravili seveda kot vedno vrsto javna vodstva, tudi za ciljne skupine, hkrati pa cel niz zanimivih predavanj v okviru humanističnega programa. No, naj se ozrem še na malo galerijo, ki je naše razstavišče, ki spremlja tekočo produkcijo, umetniško produkcijo, zlasti fotografsko. Prav danes večer odpiramo prvo razstavo jesenske fotografske sezone. To je arhitektka in fotografinja Marina Peran-Lekić, ki se predstavlja svojim delom, majhnim izborom iz svojega obsežnega cikla fotografij, ki so nastajale v kamnolomih na otoku Braču. To je njen work in progress, ki še traja, začel pa se je leta 2011. Sledila bo razstava, kajti Cankarjev dom in naš razstavni program še posebej podpira nevladne organizacije in povabili smo Bienale neodvisnih, da se prvič predstavi z mednarodno selekcijo najmlajših ilustratorjev z inovativnimi pristopi tej likovni disciplini. In še pogled vnaprej, v pomladi najavljam takoj po razstavi Cartier-Bressona našo najstarejšo likovno prireditev, Slovenski Bienale ilustracije, ki bo odprl svojo 14. izdajo, in veselimo se novih nagrajencev Hinka Smrekarja. Hvala lepa. Najlepša hvala, Nina Pirnec-Pahić. Zdaj pa zelo kratek pozdrav iz gorskega sveta. Namreč med nami bi moral biti tudi vrhunski alpinist Reinhold Messner, ki je prvi človek na svetu, ki mu je uspelo priplezati na Mount Everest brez dodatnega kisika. Osvojil je številne svetovne vrhove, hkrati pa tudi prepešačil zelo velike puščave sveta. Izjemno zanimiv človek, velik prijatelj ne le Cankarjevega doma, ampak tudi vrhunskih slovenskih alpinistov. In njega pričakujemo, kot boste slišali, čez nekaj trenutkov, ko bo nastopila Barbara Rogl, vodja našega humanističnega in kulturno-vzgojnega programa. Ga pričakujemo prihodnje leto, sedaj pa mu predajam besedo. Greetings from the Dolomites to the Cartier Dome next year, 21. Hopefully I will be back. I'm very anxious to see again the Slovenian climbers. To je bil Reinhold Messner, tukaj pa je Barbara Rogl. Lepo vas pozdravljam. Ja, Reinhold Messner je eden najboljših, zanesljivo pa najbolj slaven alpinist in ena najbolj karizmatičnih osebnosti našega časa. Njegovo biografijo dopolnjujeta tudi literarna in muzealska dejavnost ter cineastična, saj je posnel več dokumentarnih filmov. In če ne bi bilo virusa COVID-19, bi ga mi zdajle gostili v Cankarjevem domu. V Cankarjevem domu bi bil festival The Last Expedition, zadnja odprava. Iskreno upam, da bomo festival res izvedli prihodnje leto, in sicer med 21. in 25. majem 2021, ko se nam bo Reinhold Messner razkril kot alpinist, kot pripovedovalec, kot filmar in tudi kot mislec.
3 filme bomo vrteli v tem času, te filme bodo pospremila njegova predavanja in neposreden stik z občinstvom. Zadnji dan, 4. dan, pa bo imel multivizijsko predavanje z naslovom Živeti in nekako si je zamislil, da bi bilo izhodišče, kako pomembni so za preživetje strah, instinkt in pa egoizem. Ta festival pripravljamo v sodelovanju z Mestner Mountain Film iz Bolcana. Popolnoma pripravljen pa smo imeli v marcu že 23. pripovedovalski festival. Pripovedovalski festival ljubljanski, ki ga produciramo v Cankarjevem domu, je en najstarejših tovrstnih festivalov v Evropi in zelo prepoznan tudi v našem prostoru. Letos je bil še posebno ambiciozen zasnovan in kot takega upam, da ga bomo izvedli med 16. in 25. oktobrom. Zaradi covida sta nam odpovedala samo 2 tuja gosta, drugače ga bomo izvedli v celoti. Letošnji festival se programsko posveča vprašanju razmerja med prostorom in zgodbo. Skozi različne pripovedovalske performanse, predavanja, pa tudi sama pripovedovanja bodo umetniki in predavatelji preizpraševali odnos med pokrajino, med prostorom samim, kako le-ta vpliva na potek določene zgodbe. V tem času v Cankarjevem domu nastaja kar nekaj takih manjših, običajno glasbeno-pripovedovalskih produkcij in z veseljem najavljam večer srečnih začetkov. Mite o stvarjenju sveta je v scenariju spletla vodja pripovedovalskega festivala Špela Frlic. Nastopili pa bodo 2 igralca mlajše generacije, Nejancija Garlati in Minca Lorenci, skupaj z 2 glasbenicama, imenitnima glasbenicama, Zvezdano Novakovič ter Ireno Tomažin. Veselimo se tudi še enega pripovedovalskega večera, ki bo letos prav posebno koncipiran. To je večer z naslovom Angeli s hudiči plešajo, kjer nam bosta to čarobnost med peklom in nebom pričarala Janez Škof in mlajša igralka Tamara Avguštin. Skratka, 10 dni pripovedovanja, 10 dni pripovedovalskega dogajanja, ki ga bomo tako kot vedno zaključili z večerom resničnih zgodb, ko svojimi pripovedmi nastopajo ljudje iz javnega življenja, ki radi pripovedujejo. Letos med njimi Boštjan Napotnik, Dragan Živadinov in Nataša Rogelja. Nastaja pa tudi že nova 24. edicija festivala, ki bo na sporedu tako, kot je običajno načrtovano v marcu. Te produkcije, ki nastajajo v okviru našega pripovedovalskega festivala, potem živijo še dolgo časa in sicer v okviru našega kulturno-vzgojnega programa za otroke in mladino. V okviru tega programa bi pa letos rada izpostavila veliko koprodukcijo, ki je nastala na pobudo Cankarjevega doma in jo bomo realizirali skupaj z SNG Maribor. To je produkcija Nanine pesmi. Ne ustvarjamo navadne predstave, ustvarjamo novo vesolje, nam je pred nekaj minutami rekla Valentina Turko, ki je danes z nami in podpisuje koreografijo te predstave. Gre za glasbeno, baletno, gledališko predstavo, nastalo iz 17 pesmi, ki jih je Fran Milčinski Ježek namenil svoji vnukinji Nani. Glasbene aranžmaje prispevata Matija Krečič in Jani Hance, plesali bodo baletni plesalci SNG Maribor. V vlogi dedka bo nastopil Bojan Maroševič, dramski igralec, vlogo vnukinje pa bo odpela in odigrala Nana Milčinski sama. Premiera bo na Miklavževo v Ljubljani in teden prej pa v Mariboru. Ta predstava bo namenjena otrokom do 10. leta starosti.
Kulturno-vzgojni program za otroke in mladino namenja sicer najrazličnejše predstave različnim generacijam in minuli teden smo imeli predstavitev tega programa za šolske koordinatorje, kulturne koordinatorje in pa mentorje. Skoraj da 100 se jih je odzvalo, kar je lep uspeh in ob tem spremenjenem protokolu, ob spremenjenih pogojih verjamemo, glede na odziv, da bo zelo veliko mladih vendarle preživljalo kulturne dneve v Cankarjevem domu. Ob naših 25 živih predstavah se obeta v novi sezoni kar 5 premier novih produkcij. Skratka, zdi se mi, da smo kar v dobri formi. Za konec naj omenim še, da naš humanistični program prispeva številna refleksivna predavanja k drugim kulturno-umetniškim projektom in programom v Cankarjevem domu. Nekaj so kolegi že omenili. Od literarnih gostov pa bi rada izpostavila včeraj potrjeno gostovanje Benjaminja Mozarja, ki je za biografijo Susan Sontag letos prejel Pulitzerjevo nagrado. Najlepša hvala in preden besedo dobi magistra Breda Pečovnik, direktorica našega kongresno-komercialnega programa in s čimer bomo tudi zaključili to tiskovno konferenco oziroma predstavitev sezone, morda še s kakšnim vašim vprašanjem. Potem vas bomo povabili v Park Svete Evrope na druženje in prigrizek. Bi rada povedala, da je seveda COVID-19 močno prizadel tudi to področje v Cankarjevem domu, kongresno-komercialni program, ki se dogaja že vrsto let in je zelo uspešen. Zakaj ga sploh Cankarjev dom pripravlja? Zato, da na tem področju, med drugim je seveda to področje tudi izjemno pomembno za izmenjavo izkušenj iz različnih, torej zvrsti znanosti, kakor tudi zelo pomemben za družabno življenje Cankarjevega doma. Ampak ta dejavnost, kongresno-komercialni program je v Cankarjevem domu prvenstveno zato, da se v njej ustvarja presežek prihodka nad odhodki, to pomeni profit, ki ga potem vlagamo v umetniške dogodke. In na tem področju je seveda prišlo do prekinitve sodelovanj z številnimi mednarodnimi pomembnimi kongresi, ki so ugasnili začasno po vsem svetu, ampak kljub temu je Cankarjev dom zelo hitro se postavil na noge in uspešno išče nove poti, o čemer nam bo spregovorila Breda. Zdaj, res je, ni samo v Cankarjevem domu oziroma v Sloveniji kongresno področje tisto, ki je popolnoma zamrlo, ampak je to na globalnem nivoju. In prihodnost v tem kongresnem, svetovnem rangu je zelo nepredvidljiva. Vendar smo se, profesionalni kongresni organizatorji, kot Cankarjev dom je, ne samo Cankarjev dom, tudi drugi, v drugi PCO-ji, smo se nekako obrnili in našli neke rešitve. Te rešitve verjetno ste tudi v tem času COVID-a na različnih koncih lahko sodelovali, poslušali. In sicer smo kot profesionalni kongresni organizator smo začeli iskati nove načine, nove tehnologije, nove poslovne modele, ki so nadomestili ta tako imenovani manko kongresa v živo. In sicer tako imenovani virtualni oziroma hibridni način kongresa. In ta hibridni je na nek način, da se določeno število, kakor je omejeno z inštitutom NIJZ-ja, se dogaja v dvorani in je to potem preko videoposnetkov prenešeno preko virtualnih kanalov na globalna omrežja in seveda tisti virtualni del, ki je pa izključno samo preko omrežij, preko tega interneta.
Zdaj pri nas v Cankarjevem domu nam je to omogočila platforma, ki jo imenujemo On Air. In sicer to platformo Cankarjev dom poseduje že in dela na njej v celotno delovanje kongresne dejavnosti. In morali smo pridobiti mednarodni certifikat za izvajanje tega modula in ti prvi začetki oziroma ti prvi tako imenovani prireditve smo zelo učinkovito in dobro protokolirali. Zdaj, kaj to pomeni, ker omenjam to platformo? Boste rekli, vsej teh webinarjev in tega je zelo veliko. Ta platforma je različna od vseh teh, ki smo jih imeli možnost zaslediti. In sicer omogoča, da ti lahko kongresni dogodek oziroma celoten program kongresa z vsemi procesi, ki so, nekako slediš iz domačega okolja, jasno, ali z pisarne ali pa od doma. Vendar omogoča, da se ti lahko med odmori pogovarjaš z udeleženci. Lahko se pogovarjaš s sponzorji, lahko se pogovarjaš z razstavljalci in tudi predavatelji, možnost imaš to interaktivno komunikacijo z odgovori in vprašanji. Lahko se sprehodiš tudi po razstavi, jasno, kongresni razstavi, ne umetniški razstavi. Lahko sodeluješ pri posterih, kjer jih recimo profesor oziroma izumitelj nekaj novega predstavlja. Skratka, lahko izbereš vse tisto, kar lahko izbereš v živo in tudi to doživiš. Tudi odmori s kavo so za možnost, da je to dogajanje nekako od doma in se pogovarjaš v živo. Zdaj, skratka, od A do Ž je ta platforma organizacije kongresa in vključuje še tudi registracijo in potem te tako imenovano abstrakte oziroma povzetke predavateljev in to obdelavo. Nismo pa pridobili v tem času samo tega certifikata in da lahko to izvajamo, ampak tudi certifikat varno in zdravo na dogodke v Cankarjevem domu. To je pripravil Kongresni urad Slovenije z Inštitutom za varovanje zdravja in v Cankarjevem domu imamo na ta način omogočamo organizacijo kongresa tudi v teh časih koronavirusa. In lahko seveda to organiziramo z strokovno, profesionalno ekipo in z znanjem, ki ga imamo, ki pa seveda veljajo nekako na domačem in neki protokoli na domačem in mednarodnem trgu. Naj omenim nekaj teh virtualnih hibridnih dogodkov, ki jih bomo na kongresnem programu izvedli do konca leta. Agencija Sport Media Focus bo pripravila sporto serijo virtualnih pogovorov z področja marketinga in sponzoriranja v športu. Včeraj je bil preko te platforme. Včeraj je bil en takšen dogodek prav od njih in sicer so imeli 300 udeležencev in je bil pogovor z enim igralcem iz Chicaga Bullsa. Zelo uspešno. Ob koncu septembra bomo gostili virtualni kongres Slovenskega mikrobiološkega društva. Glavna tema kongresa pa bo podpora in napredek na področju mikrobiologije, seveda tudi v duhu COVID-a. Zanimiv hibridni dogodek bo 9. oktobra, kjer bo Cankarjev dom v organizaciji z Ministrstvom za izobraževanje, šport in šolstvo v hibridno virtualni izvedbi so ustvarjal vrh spretnosti OECD. In sicer to bo doma in po svetu bo se tega udeležilo 27 ministrov iz tega področja in oni bodo na virtualnem delu, medtem ko bo 50 udeležencev v kongresni dvorani na Brdu sodelovali v živo.
Zdaj, to bo tudi kot neka predhodnica, kot prvi dogodek predsedovanja Slovenije Evropski uniji. In tukaj bo naša ekipa, tehnična ekipa in seveda organizacijsko bomo to peljali kot Cankarjevci. V novembru bomo izvedli virtualno različico konference mednarodne organizacije baterij IBA 2020. In sicer z profesorjem Robertom Dominkom, vodilnim raziskovalcem na področju baterij, ne le Evropi, temveč tudi v svetu, iz Kemijskega inštituta, in sicer bo tema raziskave sodobnih akumulatorjev. Potrjen je zaenkrat tudi jubilejni 20. festival za tretje življenjsko obdobje. Potrjen je od NIJZ-ja, ki je edinstvena prireditev za starejše in seveda največja v Sloveniji. Obeležuje se vsako leto tudi ta dan starejših, 1. oktober. Zdaj v živo, ta festival naj bi bil v živo. V živo bo tudi prodajno razstavni sejem mineralov, fosfatov in nakita, ki je vsako leto tukaj. Slovenski knjižni sejem, ko se Cankarjev dom spremeni v knjigarno, največjo knjigarno v Sloveniji, naj bi letos tudi bil. Zdaj Frankfurt je bil odpovedan in to pred parimi dnevi. Upamo, da bo to ostalo, da bomo tukaj gostili seveda knjižni sejem, ki pa bo letos tudi v fizični in tako v virtualni obliki. Zdaj, zanimivost tega sejma je letos Španija, knjižnega sejma gosta, država gostja je Španija, mesto v gostih je pa Novo mesto. Zdaj, ta podoba letošnja je pa iz slikanice Milana Dekleva, in sicer o Almi Karlin, ki obeležuje se 70-letnica od njene smrti. In sicer deklica, ki je na lestvi pri globusu in pleza po tej lestvi, drži v roki knjigo, kar seveda simbolizira, da slovenski knjižni sejem nekako pospešuje branje v Sloveniji in da bi Slovenija postala dežela bralcev oziroma dežela, kjer bi lahko rekli, da smo vezani na knjigo in da smo tista država, ki veliko beremo. V živo bomo gostili tudi 8. slovensko konferenco o zdravljenju odvisnosti, to je tudi vsakoletna in tudi letos bo. Na teme so zelo zanimive izkušnje in praksa vezane na COVID v odvisnost in uporaba drog v prometu in na delovnem mestu, preprečevanje in zmanjševanje predoziranj. Vse ostale prireditve, ki jih je bilo vsako leto na tem programu veliko, to so bili koncerti, so bili družabne prireditve, tudi nekatere izobraževalne, pa so prestavljene v drugo leto. Zdaj, virus nam je res obrnil kongresno delovanje na glavo. Nas je postavil v virtualno delovanje, vendar jaz to verjamem, da nič ne more nadomestiti pristnih, globokih medosebnih odnosov, ki jih ustvarjamo z vzpostavitvijo stikov, pogleda iz oči v oči, kar imamo tudi slogan nekje na našem kulturnem dogodku, in tudi objemov, ki jih zelo pogrešamo. Verjamem, da tehnologija ne bo zadovoljila potrebe po druženju. Hvala. Najlepša hvala. Tukaj v prvi vrsti sta tudi dve članici naše najožje ekipe. To sta Barbara Štukl, naša poslovna direktorica, in Karmen Ključar, direktorica tehničnega sektorja. Cankarjev dom je namreč razdeljen organizacijsko na 4 področja: na kulturno-umetniški program, kongresno-komercialni, na poslovni sektor in tehnični sektor. In ob tej priložnosti bi se zahvalila čisto vsem zaposlenim v Cankarjevem domu, kajti meseci, ki so za nami, so bili izjemno težki. Ekipa Cankarjevega doma pa je bila kljub vsemu več kot izvrstna, zato najlepša hvala, drage sodelavke in sodelavci. In zdaj sprašujem vas, ki ste se tako prijazno odzvali
temu povabilu, da ste danes tukaj z nami. Ali ima morda kdo kakšno vprašanje? Če vprašanj ni, potem vljudno vabljeni tukaj ven, pod krošnje čudovitih drevec, na druženje, na prigrizek in na kakšen kozarček osvežilne pijače. Hvala, da ste bili z nami.